Oddaja Bravo nogomet ne predstavlja samo klube in njihove vizije, ampak na nogomet gleda širše. Tokratno oddajo smo posvetili nogometnim sodnikom oziroma predstavitvi tega zanimivega poklica. V studiu smo gostili nogometnega sodnika Mateja Juga, ki je predstavil svojo pot do naziva mednarodni sodnik. Praznično dogajanje na drugoligaških zelenicah je bilo pestro, saj smo videli 2 tekmovalna dneva. Ogledali si bomo vrhunce 25. in 26. kroga druge slovenske nogometne lige. Vaš gostitelj bo Srečko Ferleš. Prisrčno pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, in dobrodošli v oddaji Bravo nogomet. Danes ne bomo govorili eksplicitno o določenem nogometnem klubu, ampak bomo govorili o sodnikih. Ne bomo govorili o kočljivih situacijah in o težavah klubov oziroma sodnikov, ampak bomo enostavno predstavili poklic nogometnega sodnika. Zato smo danes v studio povabili mednarodnega sodnika Mateja Juga. Matej, pozdravljeni. Lep pozdrav. Za začetek me zanima, kako se počutite v vlogi, sedaj lahko rečemo, 4-kratnega očeta. Moram povedati, da v bistvu je kar zanimivo pa pestro pri 4 sinovih, sicer vsi, en je že v osnovni šoli, vsi ostali pa bi rekel še v plenicah. Ja, je kar zanimivo pa pestro. No. Danes bomo govorili predvsem oziroma izključno o nogometnem poklicu. Vi ste eden od 5 slovenskih mednarodnih nogometnih sodnikov, pa me zanima, kdo vas je navdušil za sodniški poklic in kako ste pravzaprav pristali v tem poslu? Jaz sem v bistvu začel že zelo mlad. Mislim, da sem 16 let pa pol, ko sem se odločil za, poklic nogometnega sodnika. Takrat še v bistvu ni bil to moj poklic, ampak je bilo bolj hobi oziroma nek nov izziv. Glede na to, da sem prej igral nogomet, sem se čisto iz neke radovednosti prijavil na tečaj za nogometnega sodnika. Odsodil prvo tekmo, prvo opravil tečaj, odsodil prvo tekmo in v bistvu v nadaljevanju napredoval, postalo mi je zanimivo. Kot sem že rekel, novi izzivi, nove tekme. Vztrajal v temu in zdaj sem v bistvu na nekom nivoju, se pravi mednarodni nogometni sodnik, tako da na tak način se je začela v bistvu moja pot. Matej, omenili ste, da ste v mladosti igrali nogomet, pa me zanima, koliko sodniku pomaga, če je v svoji preteklosti oziroma če je kdaj igral nogomet? Zagotovo ti v bistvu znanje in poznavanje nogometa pomaga pri kasnejši v bistvu sojenju. Je pa tako, da so tudi primeri, recimo, ko niso nikoli bili igralci in so potem v bistvu kasneje prišli v ta sodniški poklic in so se kar dobro znašli. Dejali ste, da ste začeli soditi pri 16 letih. Kako pa vse skupaj to poteka, kako napredujete v sami sodniški organizaciji? Najverjetneje 16-letnik ne more soditi prve ali druge slovenske nogometne lige. Točno tako. Najprej, ko praviš v bistvu izpit za sodnika, si dobiš naziv sodnik pripravnik. Po nekaj sojenih tekmah v bistvu narediš nek izpit za stalnega sodnika. Nato pa seveda sodiš tekme v nižjih kategorijah in počasi pridobivaš prepotrebne izkušnje. Na tekmah te stalno nadzorujejo v bistvu kontrolori, to so bivši sodniki, ki so se v bistvu usmerili v izobraževanje teh mladih sodnikov in jim pomagajo na njihovi poti. Oni tudi ocenjujejo njihovo delo in na osnovi teh, bi rekel, ocen, ki jih pač dajo sodniku, se naredi neka selekcija, se naredi nek izbor nekih sodnikov in na osnovi tega v bistvu tudi napreduješ v višji rang tekmovanja, se pravi višji nivo. Ko prihajaš recimo iz podzveze v tem državni nivo, se pravi to je 3. liga, moraš obvezno opraviti regijski izpit za sodnika. To je zopet vključuje teoretični del, se pravi pisni del in potem v bistvu še zagovor pred komisijo.
plus dodatne tekme, na katerih te v bistvu ocenijo pač komisija in morajo biti seveda pozitivne. S tem si pridobiš v bistvu možnost, da lahko kandidiraš oziroma da prideš na listo, na A listo, kjer v bistvu so sodniki iz 3., 2., 1. lige in tudi mednarodni. Tako da v bistvu ja, potem pa spet začneš s 3. ligo naprej in napreduješ na drugo, se pravi spet skozi ocene, skozi vse te selekcijo, ki je, napreduješ na višji nivo, se pravi priješ do 1. lige. Potem je pa v bistvu samo še naslednja stopnja, pa mednarodni nivo, tam pa v bistvu spet poteka izbor kandidatov. Recimo pri vas, v vašem primeru, koliko časa ste od 16. leta potrebovali, da ste prišli do prve tekme v prvi slovenski nogometni ligi? Povejva, da jih imate sedaj, mislim, da že več kot 100 odsojenih prvoligaških slovenskih tekem. Ja, bo verjetno številka tudi malo višja, jih je kar čez 200. Tako da začel sem tudi na prvi ligi zelo mlad, se pravi, da v bistvu ta pot šla kar strmo navzgor. Leta 2004 sem v bistvu začel z prvo ligo. Od takrat pa sem redno v bistvu na prvi ligi, se pravi dobrih 14 let. Ampak ko začnete soditi v prvi ligi, ste takoj postanete prvi sodnik ali ste najprej opravljate nalogo stranskega sodnika? Kako je tu ločeno v sodniškem poklicu glavni in pa stranski sodnik? Ja, v preteklosti v bistvu je bilo tako, da so sodniki opravljali in delo pomočnika in delo glavnega sodnika. Sprav na eni tekmi so bili glavni, na drugi tekmi so bili pomočniki. Zdaj v, bom rekel, novejši obdobju se pa sodniki oziroma pomočniki že takoj opredelijo, kaj naj bi počeli, se pravi, ali bi se specializirali za glavnega sodnika oziroma za pomočnika sodnika in potem so v bistvu na tem tudi z njimi dela. Tako da na ta način poteka. Poleg sodniških pravil, ki jih seveda morate sodniki do obisti poznati, pa seveda morate biti tudi fizično pripravljeni, kajti tudi sodniki morate preteči kar nekaj kilometrov na sami tekmi. Kako izgleda ta priprava, kako izgleda fizična priprava sodnika? V sodniški organizaciji imamo 2-krat tedensko organizirano skupinsko vadbo pod vodstvom Mitja Novaka. On je odgovoren za celotno Slovenijo kot glavni trener in nadzira v bistvu treniranje vseh sodnikov. Kar pa 2-krat na teden vemo, da v bistvu za sojenje tekem sploh na najvišjem nivoju ni dovolj, tako da v bistvu je potrebno še dodatno svoje prilagoditi treninge, da v bistvu imaš še dodatne treninge na ta 2 treninga. Mi, mednarodni sodniki, smo tudi pod nadzorom UEFA, se pravi, imamo trenerja, priznanega trenerja iz Belgije, Werner Helsen, ki je v bistvu odgovoren na UEFA za vse sodnike in za njihovo fizično pripravo. Tako da v bistvu mi moramo tudi njemu pošiljati podatke iz ure, da v bistvu on analizira podatke, nam potem tudi v bistvu vrne nek feedback nazaj, da v bistvu vemo, pri čem smo, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je potrebno dodati, kaj je potrebno dozeti iz samega procesa treniranja. Tako da ja, smo pod stalnim nadzorom oziroma pod nekim procesu treniranja, kar smo pa rekli, da je nujno potrebno, če hočeš v bistvu na nekem nivoju speljati tekmo. No, sedaj pa dajmo za nekaj minut na stran sodniški poklic in si poglejmo najzanimivejše trenutke in vrhunce tekem 25. kroga druge slovenske nogometne lige. Med prazniki so bili nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi 2-kratno dejavni, kajti že 25. 4. so odigrali tekme 25. kroga. Tukaj so vsi rezultati. Drava je prišla do pomembne zmage v gosteh v Novem mestu, kar nekaj zanimivih srečanj pa smo videli tudi na preostalih nogometnih igriščih.
Najprej odhajamo na Portoval v Novo mesto, kjer Krka zelo težko izgubi. Gostovali so namreč Ptujčani in edinkrat v tej tekmi zadeli in sicer uspeli so priti do zadetka po podaji z leve strani, takole pa je pod prečko meril Jon Šporn, tekla je 39. minuta in Drava je prišla do vodstva z 1-0. Sedaj pa smo se že preselili v Lendavski športni park, kjer je tretjeuvrščena Nafta potrebovala nove točke, kajti prav zdravo se borita za tisto drugo mesto in takoj na začetku srečanja je že padel gol, presenečenje sicer strani gostujoče ekipe, kajti Rogaška je povedla z 1-0, vendar na to so vajeti prevzeli igre v svoje roke domači nogometaši in takole hitro rezultat izenačili. Še ena podaja z leve strani in manjša napaka strani vratarja in tako so nogometaši Nafte vodili z 2-1, še en kot in znova prekinitev ter ekipa Nafte, ki jo vodi Franz Friedl, je vodila že s 3-1 in sicer gol dosegel Leon Levštrek, na koncu pa končni rezultat, ki je bil dosežen v 89. minuti. Za Nafto pa je bil še tretjič na tekmi uspešen Marko Roginič in je z 20 goli krepko na prvem mestu prvenstvene lestvice, kar zadeva strelcev. No, sedaj pa smo se že preselili v športni park v Dob, kjer je gostovala prvouvrščena Mura in sicer prosti strel so imeli gostujoči nogometaši. Dob je naredil prekršek na robu kazenskega prostora, to pa so Muraši s pridom izkoristili in prišli do vodstva z 1-0. Luka Bobičanec pa je dosegel svoj 15. gol v letošnji sezoni. Podobno tudi v 33. minuti, ko pa je bil izvajalec Arpad Vaš in tako je ekipa Mure po dobri polovici prvega polčasa v Dobu vodila z 2-0. No, sedaj pa smo že v drugem polčasu, kjer so Dobljani vendarle imeli nekaj malega priložnosti, iz protinapada pa je takole Gašper Repnik premagal gostujočega vratarja Kristjana Matoševiča in znižal rezultat na 1-2, ampak Dobljani so ostali pri tem zadetku in tako je Mura znova prišla do zmage. Zdaj pa smo že v športnem parku Ljubljana, kjer je domači Ašek Bravo gostil nogometni klub Tabor iz Sežane. Dve ekipi, ki sta zelo blizu na prvenstveni lestvici, takoj na začetku so imeli pobudo gostje iz Krasa in sicer takole so poizkušali že na začetku srečanja zadeli vratnico domačega vratarja Igorja Vekiča, ampak ostalo je pri rezultatu 0-0. Še ena priložnost strani gostujoče ekipe, ki je bila v prvem polčasu boljša, ampak obramba ekipe Dejana Grabiča je zdržala, no, na to pa še dve priložnosti tudi na domači strani. Takole je poizkušal Domen Jugovar, vendar Arjan Renner je bil na pravem mestu in tako je po prvih 45 minutah ostalo pri 0-0. Sedaj smo že v drugem polčasu, ko je poizkušal Erik Salkič, ki je imel na srečanju kar nekaj lepih priložnosti, vendar Igor Vekič se je izkazal. No in še ena priložnost na koncu srečanja, ko je poizkušal s podajo Leon Sever, vendar Nace Kosmač je žogo potisnil čez vrata in ostalo je pri rezultatu 0-0. Sedaj pa smo v Dekanih, kjer je domača ekipa iskala nove točke, kajti so v precej slabem rezultatskem nizu, ampak to je bila tekma proti Zarici, ki so jo kot odlična ekipa v prvem delu sezone skoraj da morali dobiti. Prvi zadetek ste že videli, Marko Krivičič je dosegal gol, no tole pa je bil že zadetek v 90 minuti, kajti Janlik Kalen Mihelič je bil uspešen in tako je še drugič premagal Lazarja Mikoviča in tako je ekipa Jadrana iz Dekanov vendar je prišla do zmage z 2-0. No, sedaj pa smo že v Vržeju, kjer so Prleki gostili nogometno društvo Ilirija in sicer so dobro začeli srečanje ter takole povedli. Veržej, ki je na zadnjem mestu prvenstvene lestvice, je v vodstvo upeljal Adnan Ahmetovič v 25 minuti, no takoj 2 minuti zatem pa lepa akcija na levi strani Ilirije in sicer Enes Rujevič je takole preigraval in na koncu s svojimi izkušnjami dosegel zadetek
in v 27 minuti je bil rezultat izenačen na 1:1. No, sedaj pa smo že v drugem polčasu, kjer pa si je Ilirija priigrala zmago, in sicer Ervin Tigan je dosegel zadetek. Tekla je namreč 85. minuta in domači so se lahko povsem upravičeno držali za glavo, kajti znova so iz rok spustili vsaj točko in tako je Ilirija nekoliko napredovala po prvenstveni lestvici. Še en obračun, in sicer znova smo se vrnili na Primorsko, in sicer v Vipožah so Brda gostila ravenski Fužinar. Takole, na začetku so domači nogometaši na zadovoljstvo domače publike prišli v vodstvo tik pred koncem srečanja, kajti Saša Varga, novinec v spomladanskem delu sezone, namreč zadel v 82 minuti, no skorajda sredine pa so izvedli novo akcijo. Igralci, ki jih vodi Tonči Žlogar in Gregor Debenjak, je rezultat že minuto kasneje povišal na 2:0, tako je ostalo pri zmagi domače ekipe in v Vipovžah so se veselili Brici. Zdaj pa smo še v Brežicah, kjer sta se merila Brežice in pa Kalcer Radomlje, in sicer Radomljani v rumenih dresih so imeli najprej priložnost, no nato pa smo že pri 29 minuti in novi akciji za gostujočo ekipo. Takole je lepo podajo izkoristil Luka Cerar in najboljši strelec ekipe Radomelj je postavil končni rezultat v Brežicah 0:1. Na kakšen način vi osebno prenašate pritisk na sami tekmi, tako strani igralcev, trenerjev, navijačev? Moram povedati, osebno nimam težav z nekimi pritiski, z neko množico ljudi na stadionu. Zdaj, s samimi igralci pa dejansko, kot sem že prej rekel, gre tukaj za pripravo na igralce, s katerimi v bistvu boš na tej tekmi imel opravka. Tako da se prej pripravimo in tudi mislim, da ustrezno potem lahko odreagiramo na sami tekmi. Kako pa poteka sama priprava? Kako, naprimer, sodili ste nedavno tega nazaj, naprimer Celje Olimpija v prvi slovenski nogometni ligi, na kakšen način se pripraviti na takšno tekmo? Zdaj, če sem iskren, bom povedal sledeče. Se pravi, razlikuje se sigurno priprava na domačo tekmo oziroma priprava na tekmo od zunaj. Iz tega vidika, da ekipe, ki igrajo v slovenskem prostoru, v bistvu poznamo in z njimi operiramo skoraj vsak teden. Nenazadnje gre tukaj za 10 ekip in jih poznamo zelo dobro. Se pravi, da v bistvu en del te priprave spustimo, glede na to, da pač poznamo ekipe, poznamo igralce, se z njimi srečujemo. Medtem ko od zunaj gremo bolj v podrobnosti, ker ne poznamo igralcev, jih moramo na novo naštudirati, jih moramo njihov način igre, taktiko spet na novo naštudirati, kaj delajo, kako recimo igrajo v prekinitvah, kako, ne vem, imajo pri kotu izvedbe kota, izvedbe prostih udarcev, vse te stvari je treba naštudirati. In bolje, ko ti poznaš zadevo, se pravi, več korakov, ko ti lahko predvidiš vnaprej, lažje ti bo potem na sami tekmi. Dejansko, če bo prišlo neke situacije in se bo nekaj zgodilo, če boš ti na to pripravljen, je manjša verjetnost, da bodo napake prišlo, glede na to, da imaš ti že neke rešitve in ja, ti je lažje. Omenili ste tudi mednarodni nivo. Kot smo že omenili, eden od 5 mednarodnih sodnikov ste v Sloveniji. Kako pa se pripraviti na tekmo, naprimer Lige prvakov? Sodili ste že tudi v Ligi prvakov, tudi v Ligi Evropa. Je to poseben izziv za sodnika? Zagotovo je velik izziv, velika čast, na drugi strani pa tudi velika odgovornost. Se pravi, ja, sodiš na najprestižnejšem, bi rekel, tekmovanju v Evropi in sigurno od tebe tekma zahteva celega človeka. Ni tu polovičarstva, ampak dejansko je treba se res pripraviti na tako tekmo,
pripraviti in fizično, psihično, ko sem že prej rekel, naštudirati v bistvu obe ekipi v detajle. In ja, moraš pa seveda imeti tudi malo sreče pri vsem skupaj, glede na to, da je pač en velik faktor tudi sreča, da se ti na tekmi ne dogajajo stvari, za katere moraš pol kasneje sprejeti neke nepopularne odločitve, ki verjetno na koncu je vedno en od klubov nezadovoljen z odločitvijo, ne glede na to, ali je to pravilna ali nepravilna odločitev. Kako pa se vi spominjate prve večje mednarodne tekme? Jo še imate v spominu? Ja, večje mednarodne tekme. Zdaj, odvisno kaj bi tu izpostavil, recimo, da tu izpostavim prvo tekmo Champions Lige. To je bilo leta 2013, mislim, da je bilo 2. oktobra, tako da se dobro spomnim. Bil je pa to tekma je bila na Santiago Bernabeu, se pravi Real Madrid je igral proti Kopenhavnu. Sicer je gladko dobil tekmo. Ja, zanimiva tekma, zanimivo pač vzdušje na tem stadionu, se pravi, mislim, da je bilo takrat okrog 70 do 75 tisoč ljudi, kar je nekaj novega bilo za mene takrat, ampak vseeno, bili smo navajeni, glede na to, da sem bil v ekipi tudi z Damirjem Skomino, ki smo bili po velikih tekmah, mi v bistvu ta pritisk publike niti ne dela problemov, ker smo na to že nekako navajeni. Je pa bila tekma tudi morebiti z vidika tega, da sem imel v svoji ekipi takrat avstrijskega kolega, pomočnika, da je v bistvu bila iz tega vidika malo zanimiva, glede na to, da smo komunicirali malo v angleščini, malo v slovenščini med samo tekmo, tako da je zanimivo. V Sloveniji, ko sodite, so razdalje tako male, da ne potrebujete več kot enega dne, da pridete iz enega dela Slovenije na drugega. Kako pa izgleda to na mednarodnem nivoju? Vi ste najverjetneje strani UEFA oziroma sodniške organizacije delegirani za določeno tekmo. Kako pa potem sledi postopek? Kdaj pridete na tekmo? Kje ste nastanjeni in na kakšen način se skupaj poteka? Ja, v bistvu vse skupaj traja 3 dni. Sprav mi na prizorišče tekmi pridemo dan pred tekmo. Ta dan opravimo nek aktivacijski trening. Po vsej tej vožnji z avionom, včasih smo na letališču tudi po cel dan. Dejansko rabiš malo aktivirati mišice, da ne zaspijo. Opravimo ta trening. Seveda nastanjeni smo v hotelu, zato je pač zadolžena ekipa iz UEFA, ki celoten ta dogodek organizira oziroma ga vodi. Nastanjeni smo v hotelu, pač drugi dan, na dan tekme, ko je, imamo v dopoldanskem času organizacijski sestanek, se pravi, tu gre za zadnje detajle v povezavi s tekmo in na tem sestanku so prisotni predstavnik sodniške ekipe, predstavnik obeh ekip, predstavnika, potem so tu varnostne službe, ne vem, gasilske službe, zdravniške službe in v bistvu skladijo še zadnje detajle, kaj in kako bo potekalo zadeva, da bo vse tako, ko mora biti po protokolu. Imamo pa tudi po tem sestanku, imamo pa potem v bistvu še sestanek z osebo, ki je na UEFA zadolžena za analizo tekem in v bistvu gremo še z njim detaljno skozi tekmo, kaj pričakovati, kaj se bo lahko zgodilo. In po temu seveda imamo čas za sebe, pred tekmo, da se vsak ima svoj način, kako se pripravi na to, ali kako se umiri, bi rekel, kako se psihološko pripravi na to zadevo. Čas tekme, spravi, narediš maksimalno tako, ko moraš in znaš. Potem pa v bistvu po tekmi sledi analiza tekme z kontrolorjem, spravi, kot sem prej rekel, bivši sodniki, ki skozi celotno tekmo nadzirajo potek in v bistvu pol ti dajo nek feedback, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je treba popraviti, kakve so bile odločitve. Prespimo v hotelu in naslednji dan v bistvu pot domov. No, sedaj pa si bomo vzeli nekaj malega premora in pogledali zanimivosti in vrhunce zadnjih tekem druge slovenske nogometne lige.
Tukaj pa so že rezultati 26. kroga druge slovenske nogometne lige, kajti samo 4 dnevi so minili od zadnjih tekem v 25. krogu, zagotovo najbolj zanimiva tekma med Dravo in Nafto, ki jo je dobila Drava s 3-1, Mura pa je gostila AŠK Bravo, ki je bilo prav tako zelo zanimivo. Sedaj pa smo že v športnem parku na Ptuju, kjer je Drava, kot rečeno, gostila tretjo uvrščeno Nafto. V prvem polčasu nismo videli zadetkov, sedaj pa smo že v drugem, kjer je na začetku tega drugega dela igre Jaka Bizjak prišel do prve priložnosti in tudi do prvega zadetka. Zgolj 13 minut zatem pa je domača ekipa podvojila vodstvo. Ignacio Nahuel Cufaro je bil namreč strelec za 2-0. V 70 minuti je Jaka Bizjak znova stopil na sceno, izvedel je odlično 11-metrovko in tako je Drava proti Nafti vodila s 3-0. Še zadnji gol na srečanju Matejo Monjac ga je dosegel v 82 minuti. Sedaj pa smo že na Fazaneriji, kjer sta se merila domača Mura in pa AŠK Bravo z Ljubljane. Prva medsebojna tekma se je jeseni končala z 0-3 in sicer je Mura zanesljivo zmagala na gostujočem igrišču. Videli pa ste že prvi gol v 18. minuti. Haris Kadrić je izkoristil napako obrambe Mure, prav tako pa na začetku drugega polčasa, ko je še večjo napako storil Kristjan Matošević in tako je presenetljivo AŠK Bravo vodil z 2-0. No, sedaj pa smo že v samem zaključku srečanja, ko so vendarle Muraši izkoristili svoje izkušnje in sicer je najprej zadel Rok Sirk v 80. minuti, nato pa še v 85. minuti Matic Maruško in tako so domači vendarle izvlekli tekmo na 2-2 in Bravo se je domov vrnil s točko. Mi pa smo že sedaj na igrišču Rajka Štolfe v Sežani, kjer je tabor Sežana gostila Krko. In sicer zelo zanimivo srečanje s kar 5 zadetki, no strelski debut pa je dosegel Marko Črgan, že v 16. minuti je namreč povedel domačo ekipo vodstvo z 1-0. Toda na koncu prvega polčasa še ena lepa akcija, podaja v kazenski prostor, Nace Kosmač pa je bil uspešen za 2-0. Sedaj smo že v drugem polčasu, Matej Potokar ostaja v izvrstni formi, dosegel je gol na 1-2, tekla je 59. minuta, sedaj pa smo že v 89. ko je Leon Sever izkoristil podajo z leve strani in mlad ljub tabora iz Sežane povedal svojo ekipo vodstvo s 3-1, zaključek v 91. minuti pa je takole izkoristil napako gostujočega Darka Marjanovića, Rok požrl in tako postavil končni rezultat 4-1. Sedaj pa smo se preselili v športni park Radomlje, kjer je ekipa Radomelj gostila Brice iz Brd. Prvo priložnost so imeli gostujoči nogometaši in presenetljivo že v 5. minuti povedli preko Gregorja Debenjaka. Debenjak pa je dosegel svoj drugi zadetek na drugi zaporedni tekmi. Tole pa je bil že drugi zadetek nogometašev Brd. Jani Rijevec je dobro meril iz roba kazenskega prostora in tako poskrbel za vodstvo ekipe Brd z 2-0. No, na to pa še ena lepa akcija in sicer tokrat je Rok Jazbec prišel do lepe priložnosti in dosegel zadetek na 2-1. Luka Cerar je na to poskrbel, da se je rezultat poravnal na 2. Mi pa smo v zaključku srečanja, ko je Adel Halilović postavil končni rezultat 3-2 in tako so Radomljani na domači zelenici pripravili popoln preobrat. Po zaostanku z 0-2 so prišli do novih 3 točk in ostajajo na 4. mestu. No, sedaj pa smo se preselili v Ravne, kjer je Fužinar deklasiral Dekane, ki jim v letošnji sezoni oziroma v letošnjem koledarskem letu ne gre najbolje, kajti 6-0 jih je premagal klub, ki je gostil tole tekmo in sicer videli ste že prvi zadetek, ki ga je dosegel Nik Fasvald, že v 8. minuti Matevž Vrhovnik je na to povišal rezultat na začetku 15. minute, no mi pa smo že sedaj v drugem polčasu. Na začetku le tega je Ranko Moravac izvajal najstrožjo kazen, sicer je najprej
slabo meril. Zoki Cvetaković je bil najprej na mestu, nato pa je Moravec poskrbel za 3-0, videli pa ste že zadetek za 4-0 Mitja. Križan se je podpisal pod njega, Ranko Moravac pa je bil še enkrat takole uspešen v 66 minuti, no tudi drugič na srečanju pa je zadev še Mitja Križan. Tekle 81 minuta, čudovit zadetek z voleja in Mitja Križan je tako postavil končni rezultat Fužinar Dekani 6-0. Sedaj pa smo v Kranju na športnem parku Zarica, kjer je istoimenski klub gostil Roltek Dob. In sicer gostujoča ekipa je igrala v modrih dresih, ampak niso si priigrali veliko priložnosti, ampak so naredili takole napako v 75 minuti. Tudi gostujoči vratar Matic Čretnik je storil kar konkretno napako in ponudil priložnost Maticu Ahačiču, ki je popeljal Zarico v vodstvo s 1-0 sredi drugega polčasa in postavil končni rezultat NK Kranj, NK Dob 1-0. No, sedaj pa še v športni park Ilirija, kjer je domača Ilirija gostila nogometni klub Brežice. Takole so nogometaši Ilirije dobro začeli srečanje, čeprav smo v drugem polčasu. Boljši so bili Ilirijani skozi celotno tekmo, prvi gol je dosegel Erazem Zajec v 66 minuti, nato pa še en strel ob bližnjo vratnico in sicer Dejan Zadnikar je bil uspešen za 2-1, natole pa je še zadetek strani varovancev Istaka Kapušina in sicer Brežičani so prišli do gola v 86 minuti, ko je Luka Vareško postavil končni rezultat Ilirija Brežice 2-1. No, zdaj pa še na eno tekmo začelja druge slovenske nogometne lige. Videli ste prekršek na srečanju med ekipama Rogaške in pa Veržeja. Prekršek so storili ob protinapadu Veržeja, nogometaši Rogaške, no uspešno pa je 11-metrovko že v 3. minuti srečanja izvedel Adnan Ahmetović. Ostalo je pri vodstvu Veržeja z 1-0 in tako so se z Rogaške Slatine vrnili s 3 točkami. Sicer Veržej še naprej ostaja na zadnjem mestu, na prvem mestu pa ima Mura pred Dravo 10 točk prednosti, Nafta še vedno tretja, Radomlje pa so na 4. mestu s 50 točkami. Matej, kar precej sva že povedala o samem sodniškem poklicu, pa me zanima, ali lahko kot mednarodni sodnik v Sloveniji dostojno živite s tem poklicem? Bom rekel tako, da kot mednarodni sodnik gre. Zdaj, če bi bil pa, bi rekel, samo na nacionalnem nivoju, pa to zagotovo ne. Bi bilo pa sigurno boljše, da bi kot sodniki imeli da bi bil recimo poklic sodnika profesionaliziran, kar je v bistvu v drugih državah, ker bi s tem v bistvu pridobili neko socialno varnost, se pravi, da imaš nek stalni mesečni dohodek, ki ti zagotovi to varnost. Glede na to, da v bistvu mi smo plačani samo po tekmah in zdaj recimo, če vzamemo tudi, da lahko se ti zgodi neka poškodba, dejansko imaš ti izpad dohodka. Tako da ja, morebiti je tu še za prihodnost za preštudirati te zadeve, kaj in kako. Povejte mi, kar nekaj tekem ste že odsodili tako na domačem, slovenskem nivoju, kot tudi na mednarodnem. Imate pred tekmo sami kakšen ritual, imate posebne nogavice, s posebno nogo oziroma z določeno nogo stopite na zelenico, karkoli takšnega, kar smo vajeni, naprimer pri nogometaših? Osebno nimam nobene stvari, da bi v bistvu ponavljal na tekmah, tako da... Kartoni so vedno v istem žepu? To ja, zaradi v bistvu procedure, ampak drugače pa ni to del rituala. Je to določeno? Nekateri sodniki imajo rdečega in rumenega skupaj, nekateri imajo rdečega posebej. Ni določeno, je pa pomembno to, da veš, kje ga imaš.
Zanimivo je, da v svetu nogometa vedno več prisotnosti poudarja tudi UEFA oziroma večje organizacije prisotnost žensk, tako v ženskem nogometu. Kako pa je s tem v sodniški organizaciji? Vemo, da se počasi izboljšuje. V letošnji sezoni je bila prva ženska sodnica, ki je sodila Bundesligo v Nemčiji, tudi v Sloveniji imamo nekaj sodnic. Kako pa je s tem spodbujanjem žensk v sojenju? Ja, prav tako kot v bistvu v nogometu, ja, tudi tu se spodbuja žensko sojenje. Ženske sicer imajo svojo ligo tudi, ampak kvaliteta je sigurno na nižjem nivoju, kot pa bi rekli moški, ampak nekatere ženske so v delovanju, se pravi v sodniškem poklicu zelo dobre, zelo uspešne, zato v bistvu sodijo tudi tekme moških kategorij, kajti le na ta način lahko napredujejo. In v bistvu sploh mednarodne sodnice, ki imajo recimo od zunaj dobre tekme, rabijo tudi doma boljše tekme kot pa recimo ženske tekme, kjer je sigurno kvaliteta slabša. Če lahko zdaj omenim, pa izkoristim to priložnost, bo to sredo Helena Buh v bistvu kot prva pomočnica v zgodovini slovenskega sojenja sodila drugo slovensko ligo, kar je velik uspeh za žensko sojenje, pa tudi za sam sojenje nasploh v Sloveniji. Omenili ste uspehe slovenskega sojenja, nedvomno med te uspehe sodi tudi odhod Damirja Skomine na svetovno prvenstvo v Rusijo. Kaj to pomeni za slovensko sodniško organizacijo? Zagotovo je to velik uspeh, tako za Damirja kot za v bistvu celotno slovensko sojenje. Še ena potrditev v bistvu, da smo na pravi poti, da delamo dobro, da se v bistvu to sistematično delo obrestuje. Ja, ena potrditev za uspeh. Za vsakega nogometaša je vrhunec njegove kariere najverjetneje igranje ali v finalu Lige prvakov ali morda še bolj v finalu svetovnega prvenstva. Kaj pa je vrhunec za sodnika? Sigurno ste tudi sodniki, kot v bistvu vsi športniki, želimo biti na najvišjem nivoju. Vedno ni vsem to dano, glede na to, da je selekcija velika. Če vsak pri sebi realen, pa da reče, da je s tem, ko je sodil primer prvo ligo, to njegov nivo in da je realen s tem in da si prizna, da je naredil uspeh, je lahko tudi to že uspeh kariere. Zdaj sigurno, vsak si želi biti na vrhu, ampak na vrhu je prostora za manj ljudi. Za konec me zanima še to, glede na to, da ste dolgo v sodniškem poklicu, glede na vašo starost, na kakšen način bi vi privabili oziroma kaj so tiste glavne značilnosti oziroma lepote sodniškega poklica, da bi morda privabili še kakšnega mladega sodnika ali sodnico? Vsi, ki hočejo videti nogomet čez drugega zornega kota, je to idealna priložnost, se pravi pogledati z druge perspektive, kako izgleda nogomet, ko si ti v vlogi tistega, ko v bistvu odločaš o tem, kaj je prav, pa kaj ni prav. To je sigurno izziv, ki bi si ga želel vsak, ki ima željo potem, da vodi neke zadeve. Se pravi, namesto biti menedžer, je to bodi sodnik, ker na koncu tudi mi imamo podobno vlogo kot menedžeri, s tem, da v bistvu moramo mi odločiti v momentu, medtem ko imajo menedžeri dovolj časa, teden dni, da se odločijo o neki pogodbi. V ozadju se pa prav tako obračajo denar, tako kot v gospodarstvu ali pa kje drugje. Matej Jug, hvala lepa za vaše pojasnila in želim vam čim več finalov, kakršnih koli v vaši sodniški karieri. Hvala lepa. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, mi pa si bomo za konec današnje oddaje ogledali še nekaj zanimivosti iz družabnih omrežij. V naslednji oddaji pa se vidimo znova
prihodnjo sredo. Nasvidenje. Zvesti navijači nogometnega kluba Jadran Dekani so svoje ljubljence spremljali na drugi strani Slovenije. Njihovi buldogi so grizli tudi v Fazaneriji. Nogometni klub Drava je na Ptuju prišel do pomembne zmage na derbiju proti NK Nafti. Tudi s pomočjo zvestih navijačev so jih premagali s 3-1 in se vrnili na drugo mesto na lestvici. Nogometni klub Radomlje je z izdatno pomočjo svojih mladincev pripravil velik preobrat na tekmi proti NK Brdo.